Ime mi je Matic Vizjak, prihajam iz Šmarja pri Jelšah, tule iz lepe pokrajine, iz Podbočja. Star sem točno 30 let, po izobrazbi sem pa turistični tehnik. Sem pač že od malih nog ljubitelj pikantne hrane. V bistvu se je začelo to bolj tako nekako, da sem začel omake kuhati za sebe, za lastno zadovoljstvo, pa tako malo za goste, ki jih dobimo. Zadnji večji uspeh je bilo pa to, da smo naredili čili vino, se pravi, oziroma z očetom smo ga začeli delati že leta 2014. Ampak takrat je bilo to veliko prepikantno, prenizka stopnja sladkorja v vinu. Ampak z leti smo ga zboljšali. Lani sem se združil že potem z enim vinogradništvom gospoda Ivana Kolarja, tule iz Spodnje Ponkice. In smo dodelali res potem to vino v neko špico, ga poslali v New York na tekmovanje, kjer smo tudi v bistvu že na prvem debiju dosegli 3 odličja, se pravi 2 srebrne medalje in zlato medaljo v zelo močni konkurenci. Naj povem, da je sodelovalo 650 vinarjev z celega sveta, okrog 4000 vzorcev. In v bistvu je to tudi prvo čili vino na svetu, naša intelektualna lastnina, tudi zaščiteno ime, tako da tukaj se zdaj v bistvu nekako največ obetamo za prihodnost. Ja, v bistvu jaz sem vedno nekako tisti, bi rekel, frontman vsega tega dogajanja, od čilijev pa festivala v Šmarju, vse to, ampak tukaj v zadnjih je tako jasno, da sam to človek eden ne more nikakor speljati, ne. Tako da to v bistvu mi stoji ob strani komplet cela družina, ne, na čelu z očetom. On je v bistvu tako že prej vodil kmetijstvo, ne, ampak tako bolj bi rekel v manjši obliki, ne, ampak drugače pa cela družina, no, kolikor imajo le čas, ne. Če gledam kot Matica, kot mladega prevzemnika, to je lani prevzel kmetijo, velika je 2 hektara. S tem, da mi smo se prej ukvarjali samo z čebelarstvom in nekaj gojili šparglje za svoje potrebe, nekaj za trg, ne. Kar je tule v Šmarju bilo premalo, smo šli tudi malo navzven, ne. Ampak če to gledam zdaj, kar je pa Matic naredil še s čilijem, pa z vinom, pa s temi produkti od čebel, ti kremni medovi, bi pa lahko rekel, da to je pa res nekaj vrhunskega. Delamo moko iz koruze, pire, ajde in pšenice. Tako da to je v bistvu, bi rekel, ena veja, druga je, bom se dotaknil spet čilijev. Zdaj zaenkrat imam 7 vrst omak, grejo po pikantnem levelu. Potem tretja veja čebelarstvo. Kot sem rekel, oče je začel s čebelarstvom že nekje 20 let nazaj, tikaj še bolj ljubiteljsko, ampak ni to zdaj sam posebnost, bi rekel, sam med, kot pa kremne mešance, ki jih delamo. To smo tudi začeli delati nekje, mislim, da 3 leta nazaj, ko še ljudje kremnega medu sploh niso v bistvu poznali, ne. Pol imamo še pa četrto stvar, je pa zdaj čisto zadnja noviteta, je pa seveda čili vino. Vedno stremim k temu, da se izdelek, da mu dodaš neko dodano vrednost, da ga obogatiš, zato smo marsikaj že pri nas naredili na novo. Veliko stvari se je ponesrečilo, ampak glej, saj ko si pionir, tako moraš to pričakovati, ne, a veš, in v bistvu karkoli, ko se ponesreči, ne vzamemo to kot slabo, ampak kot izziv, ne. Okej, to smo naredili narobe, to se ni šlo, mislili smo, da bo tako, pa ni bilo, pa probaš na novo, pa na novo, pa na novo, pa vztrajnost se vedno splača, ne.